Lepo pozdravljeni, dobrodošli na kanalu Raj na zemlji. Danes se pa nahajam v Zgornji Savski dolini, se pravi na Gorenjskem. In gremo pogledati na čudovito sotesko. To je pa soteska Belega potoka oziroma skočniki v Belem potoku. In se nahajam med 800 pa 1300 metrov nadmorske višine. So pa to čudoviti slapovi in ena taka neprehodna soteska, v katero se bom podal. Bo probal priti čim više po soteski gor, spodne strani, potem pa še zgornje strani. Tako da to. Evo, izhodišče je pa ob reki Savi, Sava dolinka. Tukaj pri tem znamenitem železniškem mostu, skozi katerega sedaj pelje kolesarska steza iz moje strani proti Kranjski gori. Tabla, kjer piše v tem Belem potoku. Tako da ja, do tja pa vodi taka lovska stezica, ki je tudi kar precej težko najti. Tako da se kar podajmo na to pot. Pojdite z mano, res bo zanimivo. Ta soteska je res taka izjemna, ozka, pravim, naravni rezervat v Triglavskem narodnem parku. Evo, to je pa obnovljen most, nekdanje železnice, sedaj pa seveda kolesarska steza. Tukaj gre kolesarska naprej proti moji strani. Evo, pogled nazaj k mostu. Mi pa zdaj zavijemo tle pri tabli Triglavski narodni park in pa gozdna cesta, na to gozdno cesto. In tukaj je kojeno križišče in tukaj gremo desno. Omamne dišave češmina. Kako diši? Noro, res. Močen von. Češmin ima res izjemno močen von. Evo, cvetovi češmina. Tega je res ogromno. Evo, to je vse češmin. Gledajte, koga je. Nore dišave so. Seveda, prva polovica maja. Cvetenje češmina. Evo, po dobrih 500 metrov hoje se ta cesta konča in pridemo tle na prodišče tega Belega potoka. In ta prodišče sedaj prečimo in na drugi strani vidimo, da gre ta cesta, oziroma da se nadaljuje pot. Prav, tukaj moramo prečati prodišče. Ne iti gor po strugi, ampak samo prečimo strugo in gremo na drugo stran. In potem takole skozi gozd, navzgor. Evo, tam se pa že odpira pogled na Kukovo špico, zasneženo še. Visoka 2427 metrov. Evo, Beli potok. Evo, tukaj je en možic in tukaj zavijemo levo. Levo na tole pot, ki gre približno v smeri struge. Pogled nazaj, sprehojeno pot in pa karavanke. To je pogorje, Hrupe je v poldne in tako naprej. Zahodne karavanke.
Evo, tukaj gre pa pot v gozd. In se začne bolj strmo spenjati. Evo, od zadnjega javljanja sem se dvignil približno za 200 metrov višinske razlike. Evo, kakšnih 20 minut. Sem prišel na tako uravnavo. Klopci, če za prvi počitek. Je tudi nekaj taka razgledna točka. Karavanke in pa komunala oziroma čistilna naprava za občino Kranjska Gora. Zdaj gremo pa samo tle naprej po tej poti. Evo, kljub temu, da se nahajamo v Julijskih Alpah, so tle kamnine, se pravi ni samo apnenc pa dolomit. Je to nalit. Tako da zanimivo, ki je prišla ta skala. Kot vemo, so Julijci zgrajeni z mlajših kamnin. Nade se pa tudi vidi kakšna iz starejšega nastanka. Ta izlet vam tudi priporočam v pomladanskem času, ko še ni preveč zaraščeno, ker tukaj vidite, se že pojavlja praprot. Tako da, ko enkrat ta praprot splamti, bo ta pot čisto nevidna. In pa seveda pri praproti oberemo ogromno klopov. Tako da priporočam nekako v aprilu, maju, da obiščete to znamenitost. Začne je pot res precej zaraščena in težje prihodna. Evo, po približno 20 minutah od tiste klopce, od tistega razgledišča, bom zapustil tole pot in se podal na avanturo v sotesko po brezpotju, tukaj navzdol po gozdu. Tam se že malo odspira pogled noter v sotesko. Prečil sem tile bukve in takoj po prečenju sem se odločil, da bom zapustil pot in šel dol do soteske. Kakšen lep greben. Poglejte. Slečnik. Pogled dol v sotesko. In pa tak stranski greben. In pa soteska. Vetrolom. Evo, nahajam se čisto blizu doline te soteske. Evo, pogledajte. Kakšen čudovit pogled proti soteski. Jaz sem prišel tukaj gor. En stranski greben. Bomo probati s tem stranskim grebenom na vrh. Če se da prideti. Gledajte, izgleda. Prišel do soteske. Tam se začne sploh najožji del. Poskušal priti gor. Tu smo. Pišče. Evo, čudoviti tolmunčki belega potoka. Trije majhni slopiči, en za drugim. Zaslušni globel. Evo, na vrhu slapu. Super.
je 15 metrov. In pa daljavi pogled na Kupo. Evo, pa sem spet nazaj na poti. Tukaj sem še dol in tudi nazaj gor sem prišel. Smo rekli pri teh podrtih bukvah. Zdaj pa naprej po poti do glavnih znamenitosti, do največjega slapu, ki se mu reče Igla. Igla pa zato, ker je tako ozek curek ima kot igla in to je tudi nekaj posebnega v Sloveniji. Ste videli? Se vidimo naprej. Tri visokogorske granice v Zgornji Savski dolini so si zelo podobne ena drugi. Vse imajo, se pravi, preden prideš v krnico, se pravi, to so krnice za Akom, pod Srcem, se pravi pod Špikom, in pa krnica nad Belim potokom, tam kjer izvira Beli potok. Vse imajo to značilnost, seveda, da se krnica začne na približno enaki nadmorski višini, nekako med 1300 pa 1400 metrov. Značilnost je pa tudi to, da imajo vse pred krnico prelom. Zdaj, tam, kjer teče potok, je seveda to slap. To sta značilna seveda ta krnica za Belim potokom in pa seveda bolj znana krnica, kjer teče Martuljški slap, ki je seveda spodnji in nižji dol. Zgornji Martuljški slap je pa tipičen prelom pred krnico, tukaj je pa ta slap Igla. Evo, že smo pri tej stopni, se pravi najbolj strmem delu pred krnico, in si pa pogledamo sedaj ta desni pritok, desni slap. Samo malo treba spustiti in se bo pokazala ozka korita s slapom. Desni slap. Gledajte, kakšna ozka soteska. Evo, to je zgornji slap tega desnega pritoka. Pogledajte zdaj. Ozka korita. Evo, na vrhu tega slapu je pa uravnava in pa krnica z Belim potokom. Prihajamo v krnico nad Belim potokom. To je izgleda na vrhu. Na prvi manjši slapič, ki je pa tale izvir tega potoka, ki teče potem v Iglo. Smo v bližini Lovske koče, tam se že nekaj vidi, da vidimo, kako še stoji. Ali kaj padlo na njo. O, pa kako lep gost je bil tukaj. Prav škoda. Ja, to je bilo od julija in avgusta. Tale veteran. Ja, gledajte, podrla se je. O, kako žalostno. Gledajte, kot naravi smo nemočni. Podrta lovska koča v Belem potoku. Gledajte, kaj naredi narava. Škoda. Res je bila tako idilična, zdaj pa žal ni več. Na njoj je padla ta debela jelka.
Izjemen vetrolom, gledajte. Ja, pred naravo ne moramo nič. Evo, gledajte to. Vetrolom in to koča. Ja, dve jelke debele sta padli na njo. Tako da gleda. Sem mislil, da vam bo pokazal idilično lovsko kočo, je pa vse prej kot to. Žal. Prebijanje skozi goščavo. Ja, sedaj pa se bo pokazal. Gledajte. Ja, še podrta buku, otežuje pogled. Ja, tako je pa zdaj. Najlepši pogled. Je. Ja, gledajte to. Zlat igla. Najtanjši curek. Gledajte. Kar težko videti, si je slab, gledati v kader. 40 metrov, 30 do 40 metrov. Zraven pa še en manjši. Še en pogled. Slab. Zdaj ga mislim, da imam skoraj v celem kadru. Kaj so kar 3 prameni, ki še več ža, ali še tamle. Evo, z tega čudovitega mesta se poslavljam. Jaz upam in verjamem, da vam je bil tale vlog všeč, zato se naročite na moj kanal in se vidimo v naslednjih super doživetjih, ki prihajajo. Bodo enkratna, tako da vam zagotavljam, da vas ne bom razočaral. Evo, ni še konec vloga. S poti sem zavil še malo navzdol. Sem rekel, grem še na ta rob pogledat in pogledajte, kam sem prišel. Desni krak. Potišč, gledajte, 3 slapovi. In pa levi krak. Pa na dole pa se točijo. Gledajte. Oba slapova, enkrat. Neverjetno. Gledajte to panoramo. Vertikalni posnetek vseh slapov. Posebna višina. Tukaj pa drugi. Vidite sam spodnji del. To je slab. Sem zelo blizu sotočja, levega in desnega kraka. Vidite. Desni krak. Levi krak. In dole pa sotočje. Divina. Čisto divina. Gor je igla.
je še en slab. Tukaj tebe dol.